V izolskem podjetju KMK Box, ki deluje od leta 1996, izdelujejo embalažo iz polipropilena. Tega je mogoče v celoti reciklirati. Med kupci so na primer Gorenje, farmacevtska in avtomobilska industrija ter kmetijstvo. Zdaj imajo 27 zaposlenih. Slovenski trg je za podjetje premajhen. Tuji kupci mu prinesejo 40% prihodkov. Mi smo za izgradnjo nove hale si toliko povečali kapacitete, da se moramo obvezno obračati na večje trge, recimo kot je evropski trg ali pa širše. In za dosego uspešne prodaje na tem tržišču smo se odločili, da bomo povečali, da bomo na novo zaposlili dodatne komercialiste, ki bi nam obdelovali predvsem tržišče Nemčije in Italije. V 2 letih bi radi prihodke povečali na 6 ali 7 milijonov evrov. KMK Box je na razpotju, razmišlja o selitvi dela proizvodnje v Srbijo. Hkrati širijo svojo ponudbo. Pogledujemo tudi z novostmi, ki bi jih lahko ponudili tržišče. Ena med takimi je tudi specialna embalaža za ribjo industrijo. Obetavno tržno nišo so našli tudi v izdelavi promocijsko-prodajnih panojev in stojal. Šli smo v nakup digitalnega tiskalnega stroja, ki nam omogoča novo področje uporabe ali pa na nova področja ponuditi naš material. S kupcem iz ZDA se za globalni posel že dogovarjajo. Mladi Sežanec Mitja Tavčar je v 11 letih postavil eno največjih mrež frizerskih salonov v Sloveniji. Zdaj jih je 33, v njih dela 130 frizerjev. V zadnjem času se frizerstvo izredno spreminja, tudi globalno. Tudi frizer ni več tisti frizer, kot je bil pred 20 leti. In v bistvu frizerstvo postaja enostavno biznis, posel, katerega je treba ravno tako resno jemati, kot vsak ostali in drugi posel, ne vem, trgovine, lokali, veliki trgovski centri. Ravno tako je postal frizer zelo pomembna dejavnost in zelo pomemben pristop do stranke, do posla, do odnosa, do spremljanja, bom rekel, poslovanja, do vlaganja v znanje, do marketinških aktivnosti. Tavčar je uvedel sistem franšizinga, s katerim frizerske salone odpira tudi v drugih državah. Delujejo že na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter Srbiji. V tem trenutku postavljamo sistem 10 salonov, ravno tako v Srbiji, franšiznih salonov, in to postavljamo pretežno za znanimi frizerji, dobrimi frizerji, ki dobro strižejo, dobro barvajo, dobro obvladajo svoje delo, pomagam pa jim jaz na drugem področju, se pravi področju marketinga, pristopa, bom rekel, strokovnega pristopa do strank, do spremljanja strank, to, kar sem že prej omenil, kako sploh enostavno stranka gleda na naš del in kako frizer gleda na del poslovanja salona. Lani je podjetje na trg uvedlo izdelke za nego las z lastno blagovno znamko Red Cat. Glejte, če jaz v tem trenutku ne bi imel 33 svojih frizerskih salonov, verjetno v ta korak ne bi šel, sem pa imel svojo bogato bazo svojih frizerskih salonov, kjer dejansko smo imeli podlago, da lahko postavimo svojo lastno blagovno znamko v svoje frizerske salone. To je bila podlaga moje odločitve, da gremo v proizvodnjo svoje lastne kozmetike. In načrti? In definitivno, kot sem rekel, ni lahko, ampak naša vizija je jasna, da postanemo pomemben igralec v regiji za frizerske salone. To pomeni, da imamo v planu v naslednjih 5 letih sigurno odprt, in to je zelo realen plan, v rečemo 10 državah, minimalno 100 do 200 frizerskih salonov v regiji, novih, in potencialno s tem tudi normalno rast prodaje naših izdelkov, katero proizvajamo pod našo lastno blagovno znamko. To je v bistvu naš plan, bom rekel, za naslednjih 5 let, in plan je zelo realen in vem, da ga bomo sigurno dosegli.
Maona se imenuje tovorni čoln, ki so ga uporabljali solinarji za prevoz soli od solin do skladišča, je del naše kulturne dediščine. Nanjo opozarjajo obiskovalce primorskih krajev turistični delavci Maone že od nastanka agencije. V Maoni pravijo: želimo prispevati k razvoju turizma, ki spoznava, izobražuje in je obziren. Kultura je tržna niša, ki smo jo našli za svoje delovanje, pravi Dušan Mrdakovič iz agencije Maona. No, v 20-letnem delovanju, nekje kolikor časa obstajamo, smo se počasi vedno bolj usmerjali v umetnost. Nekaj časa smo se ukvarjali z glasbeno umetnostjo, smo vodili klub Maona tudi s koncerti priznanih izvajalcev tu na obali. Potem smo se pa usmerili bolj v likovno umetnost, arhitekturo in tako naprej. S tem se ukvarjamo tako na naših potovanjih, na katerih obiskujemo predvsem galerije, svetovne kulturne dogodke, ki se pač odvijajo v bližini nas in malo dlje, kot tudi v samem kraju, našem tukaj, podpiramo vse, kar je povezano s kulturo in se trudimo tudi predstaviti naš kraj na čim bolj kulturni način, s tem, da smo naprimer pred 2 leti oživili malo Tartinija, po vzoru recimo Mozarta v Salzburgu na Dunaju, in smo izdelali eno linijo Tartini, posneli tudi zgoščenko in opozorili pač na tudi ta kulturni aspekt našega kraja. Obala ima vrsto prireditev, ki bi lahko pritegnile večje število gostov, med njimi Extempore, Forma Viva, piranski glasbeni večeri. A ponudba je včasih slabo predstavljena in nepovezana. Povezanostjo vseh teh akterjev, dejavnikov turizma na naši slovenski obali bi bili tudi uspehi bistveno večji. Slovenija je majhna v bistvu, ne? In drobljenost ponudbe potem v bistvu še otežuje neke uspešne akcije in tako naprej. Zanimanje za kulturno dogajanje v bližnji in malo bolj oddaljeni okolici bo še naprej temelj za razvoj Maone. Naše potovanja, naši programi so izdelani butično pravzaprav, tudi vodimo sami v glavnem in si pomagamo z raznimi strokovnimi sodelavci, tako za področje arhitekture, tako za področje umetnosti. Toda bistvene širitve programov, ki jih izvajajo, ne načrtujejo, se pa trudijo, da bi bila ponudba čim bolj raznolika.